Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrivamo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z menoj je danes en zelo izjemen posameznik. Zdravo, David. Živijo. Zdaj, preden greva v malo vprašanje, bi te jaz predstavil našim poslušalcem, ker imaš res tako noro zgodbo. In ko se midva prvič spoznala, moram reči, da si me toliko fasciniral, takoj se mi zdi, da sva imela ta spark, ta connection, da sva se takoj poštekala. Tako da zdaj, preden greva v vprašanje, da te sam predstavim našim poslušalcem, kakor sem že rekel, z nami je danes zelo izjemen posameznik. Ne samo, da si ustanovitelj in pa direktor sadja v pisarni, si tudi ena izmed oseb, ki trenutno je transformiral naša poslovna okolja in pripeljal predvsem neke svežine, zdravja v naše življenje. Si tudi fitness model, fitness trener in pa predavatelj. Zadnje čase kar veliko predavaš na raznih konferencah in je res te zelo zabavno poslušati, ko deliš z nami izkušnje. Zdaj, sadje v pisarni, ki je zraslo v res noro podjetje in ima še kar lepo pot pred sabo, si odprl leto 2018, sodelujete že z več kot 200 podjetij, med njimi res zelo znana podjetja, od Dinersa do DM-a, Hervisa, T2, GLS, DHL in tako naprej. Res kar več kot 200 strank. Ena zelo zanimiva stvar, ki mi je pri tebi všeč, in to je eden izmed kvotov, ki si jih enkrat izrekel, je pa: v življenju ali pa poslu ne zmaguješ samo zato, ker si najboljši v poslu, marketingu ali pa organizaciji, zmaguješ takrat, ko delaš s srcem, ko verjameš v trdo delo in predvsem drug v drugega. Ker, dragi moji, posel smo ljudje. Tako da meni, ker sem to prebral, sem rekel, top, noro, res. Tako da, še ena stvar, ki mi je pri tebi blazno fascinantna, je, da si eden izmed posameznikov, ki se zelo zaveda, da je potrebno vlagati v svoj razvoj in ti zelo veliko se izobražuješ. In pol se bo tudi podala na vprašanje, ker tudi ogromno znanja si pridobil samo od sebe z raznimi tečaji in res ogromno vlagaš vase. Tako da jaz sem še enkrat dobrodošel v našem podcastu, jaz sem zelo vesel. Tako kot naši poslušalci že vejo, moje prvo vprašanje je zmeri: David, če bi bila midva v gimnaziju sošolca, kakšen si bil? Jaz mislim, da bi se midva ful ujela, zato ker ima oba neke podobne hobije. Predvsem zato, ker oba rada trenirava. Mislim, da bi ziher klele neki, bi skupaj hodila na treninge ali pa neki. Ja, no, pa sicer res nisi bil toliko uspešen v šoli, nisi bil toliko prijem pa doslej, kot si bil ti, kot sem gledal, da si bil pač po celem svetu. Jaz sem bolj naredil šolo, sam da je bilo, pa sem pa šel naprej, kako bo. Ampak si bil takrat že kaj? Si bil že takrat zelo tak zvedav, pa si vedel, da hočeš biti enkrat podjetnik, pa imeti svoje podjetje? V bistvu jaz sem opazil, ko sem postal recimo trener, sem pa videl, kaj mene motil dejansko po šoli. Ker meni nikdar nihče mi ni predstavil dejansko elektrotehnike v to klepi luči, kot sem jaz recimo predstavljal svojim vajencem, v narekovajih, ki so pač bili moje stranke v fitnessu. Ker pač sem v bistvu eno tako čisto smešno stvar predstavil na to klep način, da so pa oni to pač tako zdubili, da so še naprej počeli. In jaz sem pač to opazil dejansko, da ker sem jaz isto elektrošolo delal, da nisem se videl not stari. Jaz prišel sem tja na prakso, ki je bila vezana na Elektro Ljubljana, pa še prej v privatniku. Tam je bil en star čiča, kako mi živel, nisem mu dal, bila je zima, mi smo tam, postali one kandelabre, pa nekaj, jaz sem se rekel, po nam jaz to delal cel life s takimi zamorenimi ljudmi, valjda nimaš volje, in v bistvu iz tega naslova jaz vidim, da pač, zato se tudi jaz nisem tako pol poglabljal, da bi šel na fakulteto, pa ne vem kaj, ker sem že tam zgubil kaj pa, No, pa se je to tako hitro spremenilo, ker sem pa najdel ta čar v biznisu. To je pa čez nekaj drugega. Daj mi povej, kako si pa ti sploh prišel na to idejo sadja v pisarni? Ker to je danes, mislim, iz ideje si prišel do podjetja, ki res transformira našo poslovno okolje in res delaš izjemne stvari. Ful, hvala za to. V bistvu ideja sama po sebi se meni zdi čisto pač, meni se ne zdi nobena tako ideja, tako neki wow, strašno, in kako huda, ampak meni se zdi, da najbolj pomembno, kako se to izvede. Kako smo mi to izvedeli, mislim, mi nismo zdaj prvi na svetu, da smo naredili pač to promocijo zdravja na delovnem mestu, da imamo dostavo sadja, pač ne bom se nobenih kreditov vzemal za to, ampak smo pa edini, ki smo zapeljali v to klepi luči, da delamo izključno sam za to, da bomo pomagali zaposlenim do boljšega zdravja. To se mi pa zdi mogoče tak inovativen pristop. In kako sem prišel od tega, je to v bistvu, ker sem bil trener. Jaz sem eno finančno direktorico ene večje firme
in mi je rekla, da je to obvezno, da je to po zakonu, da je ta promocija zdravja na delovnem mestu obvezna. In takrat, ko ona meni to rekla, jaz sem dejansko videl, to je pa še en način, kako bi jaz dejansko lahko neki širši množici ponudil. Se pravi, oni morajo po zakonu, država določila, da oni morajo to imeti, a ni to hudo. V bistvu je dejansko to svoje znanje, ki ga imamo iz zasebnega trenerstva, prenašamo v podjetja. In jaz sem si že v štartu postavil, se pravi, vizijo, to, kar vidite zdaj, recimo, sadje v pisarni, to je le ena veja od zdrave pisarne podjetja. Ne? In zdaj naslednja faza, ki je, bomo imeli vadbe in tudi full mental stresa bomo delali na delovnem mestu. Danes bomo zdaj prvi projekt, prejšnji teden smo se začeli dogovarjati z eno malo večjo firmo, za kratko luškano tudi številko, in se me ful veseli, ker dejansko smo se iz tega koncepta sadja v pisarni, zdaj se premikamo že drugam. In kako je pol ta sama ideja? Ne? V bistvu, če ti pogledaš, mislim, ti nisi bil trener, ampak recimo, ko ti delaš za eno osebo, pa ko ona osvaja neke določene cilje, ki jih skupaj postavljata, to je res taka največja sreča v življenju. To dejansko pomagaš človeku priti skozi eno točko in on, ko prije čez to točko, on se počuti, jaz sem zdaj končno šel čez tisto mejo, ki prej sam nisem mogel, zaradi tebe, David, imam končno fanta, zaradi tebe sem končno zgubil 20 kil. In te stvari so res tako blagodejne. Ne? Res je meni je bilo življenje tako lepše, ker sem jaz postal trener in sem dejansko pomagal ljudem spremeniti. In zdaj iz tega naslova, kako sem pa to sadje v pisarni zafuril, je pa to, da se mi zdi futbol tako lažje, kot osebno trenerstvo. Pri osebnem trenerstvu je ful tako 1 na 1 in je ful težji dodajati člane v ekipo, ki bi pa fulali tako kot ti. Medtem ko v sadje pisarni, jaz sem tukaj Leja ima recimo zdaj moje klice, ima preusmeritev na njo in jaz imam zdaj podcast, ona se bo javljala na telefone in to je to. Medtem ko če bi imel zdaj, jaz ne vem, eno stranko, bi pa težko nekdo me zamenjal z isto energijo in vse. Mislim, vsaj mogoče sem bil takrat tako malo omejen, da sem mislil, da lahko vse jaz naredim, ampak jaz vem, da je takrat bila to moja ključna, zakaj sem se tudi umaknil iz osebnega trenerstva. To je ta why se je zgodil tukaj. In zdaj tudi vidim, da se lažje skala ta stvar. Ker tudi osebnega trenerstva, če pogledaš, tega je toka. Vsak drug v fitnessu, več je bilo v fitness trenerjev v fitnessih, kot v bistvu nekih voditeljev. In pa sem bil to je res bazen, ki je tako nasičen, da sem nisem sploh več hotel. Malo sem, skozi temno, mi ni bilo. Nisem se čutil več. Sam si pa verjeten tekom tega, ko si bil trener, dobil ta čut za ljudi, pa dejansko si delal nekaj dobrega. In v bistvu sadje v pisarni je še nadgradnja tega, ker v bistvu res izboljšuješ, postavljaš nove trende, izboljšuješ okolja poslovna in res delaš dobre stvari. Ja, ampak če lahko to dodam, v bistvu, mi imamo tako vizijo, res hočemo izboljšati delovno okolje, vse. In zdaj, če pogledaš čisto na grobo, vi s sadjem to delate. Ampak v bistvu, s sadjem se začne, kot neko majhno podjetje, ti ne moreš kar delati neke big projekte z nekimi podjetji, ki te sploh še ne poznajo. Ampak zdaj se je to začelo dogajati. Dejansko nam dajo možnost, da bo Lucija predavala v dietetiki, da bo ena Katarina predavala psihologiji, da bomo imeli celo to, vse, kar je za dobro počutje na delovnem mestu, da bomo mi poskrbeli za vse te aspekte. In tukaj se je treba začeti. In dejansko, če pogledaš, lahko se pri sadju začne, ker je najcenej, pa se pa lahko skala gor, pa se določa, lahko pa še to dodamo, pa še to, pa masaže, pa lahko imaš vse, če hočeš. Samo mi moramo počasi priti do tja, meni se nič ne mudi, tako da počasi razvijamo. Res. Ful dobro. Daj mi povej, ko si ti pričel s tvojo idejo, kako si pa sploh postavil ekipo, kaj so bile te glavne stvari, lastnosti, ki so ti bile najbolj pomembne pri ekipi, ki si jo gradil in jo še gradiš? V bistvu, prvo je to, da se začutiš človekom, ta vibe, da je isti. Hitro začutiš, tako kot sem jaz dobil na kosilu, se tako lahko sprovedla debato. To mi je ful pomembno, da če bom z nekom delal, da se že klele ujameva z energijo. Se pravi, najprej energija, kar se pa drugih stvari tiče. Na začetku sem ful gledal, čisto v grobem štartu, je, da so bili moj ožji krog ljudi. Se pravi, jaz sem imel vedno backup for backup. Se pravi, moj backup je bil recimo, sta bila Klemen, pa Branka, pa še en. Če se meni kaj zgodi, ali bo lahko nekdo mene nadomestil za teden ali dva. In jaz sem tem 3 ljudem vse pokazal, sem jim zaupal totalno, samo zato, da sem imel backup. Se pravi, najprej sem zbiral tiste ljudi, ki sem jim res
zaupal pač praktično vse, ker so pač vedeli vse moje podatke in tako sem se naredil nek backup, čisto v štartu govorim. Kako pa zdaj gledam? Zdaj pa, vsaka faza, kot je v podjetju, vsaj pri meni, zdaj prehajamo iz tega, da so vsi generalisti, v to fazo, da je vsak malo bolj specializiran. Recimo, Leja je vedno bolj v administraciji, v računovodstvu, še vedno ne more biti sam za eno stvar fokusirana, ampak ona se usmerja in jaz se usmerjam, da bo ona tam čim boljša. In potem jo pač spodbujam, da se v tej smeri tudi izobražuje. Kar pa hočem povedati, je pa to, da vedno bolj iščem ljudi, ki so dobri na področju, ki me najbolj pomaga. Recimo konkretno, zdaj recimo za določene oglase in tako dalje, imam Roka, pa Mišota, pa Tima, mi pomagate pri določenih stvarih. Jaz vem, da zdaj v tej fazi, jaz sem si pač prekalkuliral v glavi. Ok, če jaz hočem zdaj to korona krizo speljati, tako kot treba, in rabim biti na večjih področjih, jaz konkretno rabim človeka, ki bo na področju, ki ga lahko tudi jaz opravljam, veliko boljši od mene, da se bo dejansko poznalo, ne pa da bom jaz sam nekoga vzel, zato da bo on nadomestil moj del. Ampak je v bistvu res, pač tukaj se res zdaj strateško odločam, kdo je boljši od mene, pa koliko je boljši od mene, ali lahko on to nadomesti. Drugače pa pač je brez veze. Tako da zdaj vedno bolj gremo v specializacijo, da so res pa strokovnjaki na področju, sploh tam, kar se denar obrača, pa za kakšen marketing, ne vem, ki imaš ti 5 € budžeta na mesec za marketing, ti hočeš, da se v njih 5 € porabi čim bolj kakovostno, ne pa da se sam ječe denar. Pač to ne gre tako. No, tako da je pa tudi res, da se pač unika so že štarto prišli, ne vem, še recimo Lucija, ona na začetku ni vedela, kaj točno želi, a veš, in potem tipava skupaj, kaj jo najbolj. Zdaj trenutno ona se ful spušča v content marketing, jo učim v teh stvarih, jo spodbujam, ima tudi svojo mentorico, jo še ona uči in je potem tako, v bistvu ona je dietetik in ona zdaj iz tega, ker pač je zelo izobražena punca na tem področju, je začela izvajati tudi pač blog poste in s tem tudi posledično se mora izobražati na sceno content marketinga. In se mi zdi, da se potem njena pozicija v podjetju se hkrati, pač prvo je ona magistra, njej so dala večjo vrednost zdaj že na trgu, zato ker ona tako več stvari ve, ampak tudi ona je najdla svoje mesto v podjetju, se pravi, da se ona zdaj z nami počuti, da lahko raste in je to tudi ful fajn, se pa tudi pogovarjava, ti je cool, ja, super, in pa imaš te teske in je pa tako. In kar hočem zdaj z tega povedati, je fora, da se mi zdi ful te tranzicije delati, se pravi, čist štart faza, una faza, potem, ko mora biti človek na vseh področjih, včasih je Leja malo pakirala, malo je tam skakala, malo je dostavljala, malo, zdaj pa zmeri ožje, zato ker pač terja delo toliko časa, ne moreš pač delati 100 stvari naenkrat. No in tako, vidim, da je pač točno ta del, od starta pa do nekega stabilnega podjetja, pač par korakov, ampak v teh korakih se mora pač tudi zaposleni in vodstvo prilagajati vsakemu delu. Top, ful dobro. Se čisto strinjam s tabo in mi je zelo všeč, ko si povedal, da dejansko želiš, da ekipa raste, da so boljši od tebe na določenih področjih, ker se mi zdi, da če ekipa raste, boš tudi ti rastel, bo rastel tudi podjetje Sadje v pisarni. Točno to. Čakaj, še to bi rad dodal, če me dovoliš. V bistvu, jaz moment, ko sem se odločil, da bo recimo Leja vedela vse informacije v našem podjetju, sem si omogočil, da lahko grem se širiti po celemu svetu. Dokler pa ti sam sebi ne priznaš tega, da ti ne boš mogel sam vsega delati, boš pa zavedno mehen. Kul moment, ko te klikne v glav, lej stari, če bo kul v firmi, bojo vsi hoteli biti kle. Vsak gre lahko stran. Ampak če boš ti naredil kul ambient, da se bomo vsi dobro počutili, no takrat pa imaš možnosti in za zrastati, pa tudi, da boš lahko sploh upusi razmišljati, kako bo šlo v tujino. Če pa ne boš nobenemu v svoji ekipi zaupal, pa če nobenega ne boš ti dvigoval, da bo on boljši od tebe, pa ne boš mogel. Ker pač na koncu boš ti najbolj pameten za vse, pa vsi te bo skozi vse spraševali. Ne, ti moraš druge spraševati, da ti bo oni povedali, zakaj so se tako odločili, pa boš ti pa rekel, wow, sem res vsaka čas, kje smo to pogrunto? Ja, unga follow-am pa nekaj. Tako no, ključ tam recimo, Točno tako, da se pravi, da si jim dal neko moč, opolnomočil si jih. Daj mi povej, če grejo pa zdaj v kontrosmer, kaj se te pa zdi pa pol danes pomembno, zdaj digitalizacija, trendi, zdaj še COVID nas je v bistvu malo presenetil in bo kar nekaj časa pustil določene posledice. Tako da v glavnem izziv je danes kot nek vodja, menedžer, CEO svojega podjetja. Kako pa ti gledaš, kaj so pa glavne lastnosti, ki jih mora imeti danes recimo vodja prihodnosti, ampak ki jih imaš ti?
ker je toliko enih stvari, ki nam v bistvu skačejo, toliko enih izzivov, ki se pojavljajo, tako da to mi malo piše. Zdaj konkretno, evo, meni se zdi, da v tem trenutku je predvsem ta vztrajnost, ker hitro, tako se ti zdi, da vsi mirujejo. Če ti jaz povem, stari, jaz se v tem letu še nisem ustavil, presežem za več kot dan pa pol, recimo. Pa ne govorim to, da je to zdaj ok, ampak v tem momentu moramo stisniti pa res probati vsak dan, ne, mogoče se smejo, ampak jaz pa moja ima tako pravilo, vsak dan enega zmasira, stari. Basa ful zmatrana, veš, otroke skozi, veš, akcija, pa še, jaz sem ful dela, ona mi še pomaga, hočem povedati, pač, da treba je biti ful ustrajen, treba je ful skrbeti zase, ful, zato ker toliko ene energije slabe, ki pada na nas, stari, mi se moramo braniti in braniš se lahko pač res ali z gibanjem, jaz imam dejansko klele za sabo še fitness opremo, sem si kupil skladišče naprav ala gym, zato da jaz lahko treniram, zato da se razgibavam, da se prekrvavim, da telo pač ne zamre, da ne atrofira in probam pač to vzdrževati, to formo, kakor sem jo prej, vsa ta leta tudi zdaj opravim nekako ohranjati. Ne. To je ena stvar, se pravi, okay, da smo se pravi aktivni, ali da smo potrpežljivi, da skrbimo, pa ne sam zase, ampak za vse tudi svoje bližnje, ne vem, Leja, si v redu, bo, tako, pač treba malo vprašati ljudi, kaj veš, stari, pač imam eno sodelavko, ki je freelancerka zame, dela mi opise za spletno stran, pa mi je rekla, da ima dedja bolnega, da ima COVID, a veš, jaz pa to slišim, ti pa veš, tako skoraj, veš, upam, da kaj narobe še hujiš z njem, ampak tako, ko mi ona pove, kakšno paniko ima ona, pa jaz to, stari, a si v redu, a veš, pokličeš. Pač mislim, da zdaj v tem času je predvsem fajn, da ohranjamo neke relacije, pa da smo še malo bolj topli drug do drugega, ker ta zima je že ponavadi tako depresivna, da pač jo lahko sam pogrejemo z ljubeznijo, Zato pa tudi jaz pušam po vseh kanalih dobra volja, zdaj bomo naredili še eno hudo kampanjo, da bomo pač lahko pomagali ljudem, ki so v stiski in tako dalje. Vse je samo na good vibes. Se mi zdi, da bi pač mogli imeti fokus pač na to, na dobro voljo, da skrbimo zase, da vprašamo ljudi okoli sebe, če so ok. To so neke te trenutnemu vodju. Medtem, ki mora pa še vedno razmišljati, kje je najbolj, da zdaj grize, kje ostali spijo, ki recimo pač glavno, to se mi zdi, da je ful pomembno. Se pravi, da skrbimo za okolje, da smo pač, da bomo okoli sebe zdrave ljudi, ki so pač čim bolj pozitivni, da jih probamo dvigati. Na drugi strani imaš pa še kako se bo svet obrnil, kako lahko jaz prispevam njemu čez kakšno 2 leta, 3 leta, kakšni so naslednje ovire, ki se bomo z njimi soočali. Veš, take stvari malo brainstormati, to je mogoče za vodjo. Vsaj iz sebe izhajam. Ful dobro. Ne, top odgovor. Meni se zdi, kot si prej rekel, da je zelo pomembno, da ohranjamo še več te topline, še več odnosov. Jaz recimo z mojo ekipo imam še več 1-na-1 pogovorov, klicev, da sam zatipaš, kako so ljudje, kako se počutimo. In se mi zdi, da danes, kot si že omenil, je od vodje zelo dober, da je tudi zelo jasen pri komunikaciji, da skrbi in da skupaj z ekipo sprejema mogoče tudi neke večje odločitve, da se čutijo vpete. Ker se mi zdi, da je to res overall dobro za zaposlene, ker se pravi niso prikrajšani do informacij, pa hkrati dobiš takoj njihov buy-in in se potem skupaj soočaš z izzivi, ki pridejo. Daj mi še povej, se pravi, ti imaš res zelo razgiban dan, ker si v ogromnih vlogah, v ogromnih čevljih. Daj mi povej, a imaš ti kakšno posebno rutino oziroma kdaj dan začneš, kako poteka tvoj navaden dan oziroma navaden izjemen dan? Ja, dejansko, jaz se pravim zmeraj zbuditi med 4 pa 4 pa 20 zjutraj, da vem, da ko se tako zbudim, res naredim ful v dnevu. Pač, čim ti spiš do 7-8, kar naenkrat je konc dneva, stari, res ne vem. In jaz vidim pač, res, jaz toliko več stvari naredim, pa zjutraj, ko pridem sem v pisarno, pa to, pa ko zrihtam že toliko stvari, koliko se še zbudim, jaz sem že naredil, stari, oh my god, veš, pač res ogromne stvari. In to je recimo en del, Je pa tudi res, veš, da je določene stvari, pač sem še ocenil, da nimam še dovolj, bom rekel,
dela za nekoga drugega, da bi to upravljal namesto mene, pa pač jaz to naredim sam. A veš, mogoče ni glih najbolj pametno, da jaz določene stvari res upravljam iz avta, recimo jaz še vedno dostavljam, jaz še vedno pač medtem, ko sem v avtu, ne vem, se ustavim, pa pišem na mail. A veš, in ta isti mail jaz bi lahko v bistvu odpisal, lahko tudi v pisarni. Ok, ampak hočem povedati, da pač ni nujen, da sem v pisarni, ni pa nujen, da sem v kombiju. In je fora, da v bistvu ta optimizacija dela in časa probamo narediti, kot da sem na dveh področjih naenkrat. Mogoče res bi bilo lažje in da si več časa vzel, če bi bil nekje za mizo, kakor v avtu, ampak načeloma sem ocenil, da so te maili čisto ok in da nikoli ni bilo nobene pač neke hude napake, da bi rekel, ok, to pa res več ne smem početi. Ampak tako, no, načeloma pač delam, a veš, to, ki je razgiban dan, odvisen, a veš, zdaj recimo smo imeli, zdaj imamo petek slovenski zajtrk, bomo mogli pripraviti en projekt velik, ko bomo po moje 1000 teh zajtrkov pač mogli dostaviti. In je to ful enih stvari, ful enega usklajevanja. Kar se tiče tega, ne vem, zadnjič smo snemali video, veš, moram ti reči, da moj urnik nikoli ni isti, zato si ga tudi ne delam, ker pač res pač ni da ni. Veš, kar enkrat prije sestanka, lahko čez 1 uro, pol se to naredimo lahko, veš, in pol vamo tam, ne vem, karkoli. V glavnem ni neki, ampak jaz dejansko tako pač probam nekako tako ob 6 popoldne, da se ustavim počas, včasih mi rata, včasih mi ne, ampak mi je tudi ful pomembno, da sem s svojim sinom. Tako nekako po 6 uri probam biti res z njem. Še vedno res pač primam zdaj v teh časih telefon, podpišem, ne vem, kameleja, kera, pa uno, pa kakšen mail pogledam. Lej, tukaj sem res guilty, ampak pač toliko me je v bistvu, bom rekel, strah pred neuspehom. Zato sem pač toliko bolj pozoren na vse te stvari, da jaz vem, da čez 1 let si bom rekel, ti si dal vse od sebe. Karkoli se zgodi na svetu, pač ti si dal vse od sebe. Absolutno več kot vse ne moreš dati in če to imaš v glavi, pol tem call life se mi zdi, da ni pol beta, če si kaj naredil narobe, če ti kaj spoletelo. Ja, absolutno. Tako razmišljam. In zato se tudi toliko ženam zdaj. Zato, ker zdaj smo prišli do te zelene veje in sem rekel, to zeleno vejo imam, držal bom do konca gor, pa karkoli bo. In če vem, če bom ta eti tudi držal še na naslednjih 3-4 leta, po moje, da pač do konca življenja si mi rekel, ti si res se pač potrudil. Nočem pa na konc life reči, takrat bi pa lahko mogoče malo manj spal, pa mogoče malo manj žuril, pa mogoče malo manj ne vem kaj potval. Pač naredil bom, kar se da. To je recimo tako. Ne, ful dobro mentaliteto. Tudi jaz sem tak, da veš, da res, če si zadaš neke cilje, bo šel all in bi dal 110%. In poleg tebe se to, veš, vidi se, da je to tudi tvoja strast, da v tem uživaš, da to ni samo tvoje podjetje, ni samo neko delovno mesto, ampak je dejansko to tvoj otrok, tvoja strast in živiš iz dneva v dan. Jaz bi se rad dotaknil še ene stvari, ki se mi zdi, da je zelo pomembna in vem, da si ti izjemen v temu in sicer v inoviranju oziroma v raznih teh spremembah, ki si jih delal skozi te 2 leti. Od tega, da ponujaš stalno nove stvari, do tega, ne vem, da si dejansko postal sam strokovnjak za marketing, ker te to toliko zanima. Tako da povej mi, kako je, recimo, pri vas, koliko je ta inovacija, pa zvedavost, pa to, da skozi nekaj delaš, pa vlagaš vase pomembna? Veš, to je tako v bistvu simpelne. Vse imamo na voljo, internet je na voljo vsem v enaki meri, ampak redko kdo pa zna uporabljati te stvari. Se mi zdi, doskrat so te distrakcije premočne, da bi, recimo, konkretno dan govoril samo o distrakciji. Folk doskrat scrolla z namenom po novih informacijah. Na koncu pa tava v nič delju in v bistvu izgublja cajt za pregledovanje drugih življenj. Medtem, ko nekdo drug pa lahko ta isti čas uporablja vedno, in bomo rekli 90%, vedno v ta namen, da bo nekaj novega se naučil. Jaz tudi doskrat kaj plačam, včeraj, preden sem šel spat, sem videl, da Billie Jean, nek marketing, neki tam, prepričal me s tem, ker je bil Tony Robbins zraven, pa še en tip, ker ste mi oba tako cool, pa prodaja svoje workbooke, pa vse. Jaz sem to kupil, samo zato, da bom šel lahko čez vse njegove te stvari, zato, ker vedno najdem pri teh stvarih nekaj tazga, kar lahko zase potegnem. In če je bilo 45 € vredno to, da sem jaz neko novo idejo dobil, ko bi lahko jaz pomagal svojemu podjetju, se mi splača, se mi zdi ful pač pametna investicija. 45 € za džabe brainstorming, z nekom, ki pa celo življenje že to živi, to mi je pač noro. Sploh pa LinkedIn pa itak, tam je pa toliko enega knowledge stari, da pač
res ljudje se prav s tem ukvarjajo, kako ti bojo pomagali in pač več ali manj večina ljudi pač spusti to skozi dlani. In to je res problem. No. In s kje te inovacije prihajajo, v bistvu sam sledim pač nekim trendom, gledam, kaj se v drugih industrijah dogaja in dostakrat probam s svojo industrijo povezati, a pa narediti ni nek mix, kakor mix martial arts, no, res neke kombinacije. Ja, res prav tako probam delati in v bistvu je ta kreativa in povezovanje različnih stvari, se mi zdi, tukaj, mislim, da je tudi to možno, mislim, ne, da je možno, jaz sem nikoli nisem poglabil to, ampak povezovanje stvari, tukaj pa si upam reči, da imam mogoče malo talenta. No. Ker znam določene stvari skupaj spraviti, pa si po svoje razlagati, pa nekaj kreativnega vam pade. In neka ta stvar je zikr pri tem. No. Ker vidim pri nas, kako se določene stvari obračajo, pa včasih tako neka smotana ideja, pa je tako genialna, da ne more biti in ful dobro pa se obrestuje. Ja, to mi povej, ker to je ravno ta lepota podjetja, kakor ste vi, ker dejansko imate res lepo rast, lahko ste zelo inovativni, lahko se recimo zelo igrate. Koliko je pomembno, da dejansko se igraš, pa da delaš napake, pa da testiraš? To je verjetno zelo pomembno, a ne? Ja, to je najbolj. V bistvu, glih včeraj je bila debata, če bi dal, ena slika nam je performala na Instagramu 4-krat boljše kot vse ostale. In bila je slika Ljubljane, se pravi uvoz v center Ljubljane. In je pač črno-bela slika, stara slika, ampak sporočilo, ki ga je nosilo, je to, da dostavljamo tudi med vikendi. Ta slika je performala 4-krat bolj. In smo rekli z ekipo, kaj pa če damo to v noter vece? Tako, jaz sem ga sporočila, da prodajamo sadje. Pa vse 4-krat bolj je performala, vse ostale objave, pa imamo res pač hude slike, ne, razne te pač res lušne punce, lušni fantje, ampak ta slika je pa outreachala vse. Ne. In gremo v testiranje zdaj tega. Ne. In potem smo dali še enega svisca, ki je solato in to je isto. Pač 80 šerov je bilo prek Instagrama, ki se pač pošilja. Že v enem dnevu. Ne. In hočem povedati, da zdaj probamo iti malo, z določenim delom budžeta, probamo iti v neke nore stvari, ki sploh pač ne bi delali. Ampak samo da vidimo. Ne. Ker v tem Facebooku je ful smešno. Imamo eno sliko, ki imam tako eno oranžno ozadje, tista ima recimo 10 roz. To je recimo, če daš ti jurja noter, dobiš 10 jurjev ven. Ne? In ta slika, ambenemu v naši ekipi ni všeč, ampak najbolj performa. In potem pač se pogovarjali, pa rekli, očitno na tem Facebooku, karkoli mi naredimo kontra, kar je nam všeč, očitno tisto bolj deluje. Pač ni jasno. Tako da je treba testirati. Res dejansko, če pogledajo, zdaj sem ful dal tako pač ful energije in časa v to, da imamo dostavo solat po celi Sloveniji. Ampak to je mogoče pol, ker se bo stvari normalizirale, malo boljša ideja, kot zdaj, ker dejansko smo edini, ki ti dostavimo solato tudi v Kranjsko goro, če smo čisto iskreni. Tako da zdaj točno ta stvar pač ne pije toliko vode, kot sem mislil, da bo. In pač treba testirati. Vse nisem izgubil. V bistvu imam še vedno materiale, še vedno imam vse te stvari postavljene, še vedno pač probamo prodajati, še vedno delamo blagovno znamko v tej smeri, da pač prodajamo to zadevo. In mogoče pa bo, ne vem, neko podjetje čez pol leta, ki se bo stvari pomirile, upam, da se bojo pomirile, pa naročilo te solate, ki pač ostavimo kjerkoli. Ampak ful ene energije in časa dajemo določene stvari, pa na koncu nič iz tega, ampak nisem jezen, zato ker pač še vedno sem se nekaj novega naučil, tukaj to, zanimivo. Zdaj pa, če ne bi nič probal, pač ne bi nič probal. Absolutno ne. Jaz vem, da sploh ti si pa tista oseba, ki pa blazno veliko testira. Pa jaz vem, da ker so se tudi pogovarjali, ti si recimo rekel, ker te ena taka stvar, ki ni, ko bi rekel, standardna, oziroma ki je en tak oglas, ki ti pokaže, pa ti dejansko ni jasno, si ti prva oseba, ki vem, da bo šla to raziskati, pa googlati, pa dejansko na koncu skoraj doktorat vedel. Ta konkreten primer ga lahko umestim, kaj smo naredili. Mi smo po moji eni izmed prvih, ki smo na LinkedInu začeli conversation ads delati v slovenščini. In to pomeni tako, da mi smo delali, se pravi, naredili smo pač angleški video, da nas je LinkedIn spesil naprej, da nas je spustil. In potem smo mi na to isto kampanjo pač nekaj naredili, da nam je Facebook, mislim, LinkedIn spregledal, pač oni nam dovolijo, da oglašujemo v slovenščini, LinkedIn, ne? Samo v angleščini.
Mi smo pa Conversation Ads naštimali potem, da smo lahko v slovenščini retargetali folk, ki je pogledal te stvari, te videe. In je fora, da to je videl, po moje, da je 5 ur direktorjev pa teh HR-ov, ta moj chat, 1 na 1, čist personal, čistko, in open rate je bil 90%. To je tako nekako, da sem imel newsletter marketing tool pred 20 leti, ko so vsi odpirali maile. In to smo mi zdaj naredili. In ta marketing, ki smo ga naredili s to kampanjo, to se zdaj tako zaključili, ker so pogruntali nas, ampak hočem povedati, koliko smo dobro izkoristili dano situacijo. To se moraš iskati, ker če ne iščeš, pol nimaš teh priložnosti. Lahko bi bila tudi ta solata, ki smo jo zalaufali, bi bila lahko, ki smo vsi hočeli solato v tej Sloveniji. Ampak trenutno to se še ni tako premaknilo, kot sem pričakoval. Ni nekih bajnih zaslužkov, tako bom rekel. Dej nam malo piške, po mojem si danes ljudje sploh ne predstavljamo, kaj to zajema, da mi dobimo neko košarico svežega sadja v pisarno. Pa nam predstavljamo, kako sploh to, ti moraš verjetno velike količine naročiti, potem to sadje pregledati. Dej nam malo ta postopek sploh opiši. Načeloma imamo tako, različne dobavitelje imamo. Zdaj recimo konkretno dobimo iz Hrvaške te mandarine, to si predstavlja tako prije ena paleta. Pa prije paleta jabolk, prije iz Štajerske, pa prije pa 2 paleti banan, zdaj trenutno delamo z rastodarjem ful, ampak tako pa so pa še te manjše stvari, od teh ananasov, avokadov do limon, vsega, ampak to načeloma pa tako pristane v hladilnici. In v teh hladilnici mi pol pakiramo. In to je treba spakirati za vsako podjetje malo drugače. Vsak ima neke svoje želje, jaz imam pa 3 sobe, jaz hočem imeti 6 škatel, jaz imam 15 nadstropij. Vsakmu treba se prilagoditi in je to treba biti ful pozoren, da res vsak dobi kos sadja, ki so mu ga obljubili. Ker pa še moraš vedeti, da recimo firma, ki ima 700 zaposlenih, oni imajo res pa določeno, 3 sadeže na zaposlenega. In oni morajo dobiti te 3 sadeže, ker še pol slaba volja. To je kaj mehen vrtec spod. In pol jaz nisem nubo, jaz si vzel 2 slive, jaz sem 4, ne vem, to je ful enega krega. Ampak hočem povedati, da mi kar naredimo, je v bistvu to storitev, da zrihtamo hudo sadje in da ga prepakiramo v te lučne zabojčke, ki so pokriti, da ni glih tako, da recimo naš kurir hod, da noter diha v sadje, ima recimo masko, pa še pokrit čez papirjem, da res pride v čim bolj snažni obliki na delovno mesto. Tako da to je čisto na kratko, kaj počnemo. Pa ne vem, zdaj hočemo našo storitev povečati s temi delavnicami, smutije imamo že nekaj časa, solate, to vse pol terja še dodatno, v bistvu še eno podjetje. Da bo nekdo delavnice pri nas v firmi izvajal, če priješ ti, ne vem, v Johnson & Johnson ali pa neko hudo firmo, ti moraš vedeti, da ti moraš performant on top level. Zato smo tudi, ne vem, jaz pa Lucija so šla na tečaj javnega nastopanja, na tečaj delavnic, kako furati, sem plačal ful enega denarja za to in je treba to te stvari znati, delati. Ne moraš tega prijeti, kaj en Ja. Niso to neka podjetja, ki bo svojim zaposlenim vzela čas, da boš ti pol tam neki kvačko brez veze. Oni hočejo vedeti, kako on dela in da je to tako, kot treba. In ja, tako nekako ta delovnik, drugače pa... Ti, kako se je pa zdaj, recimo... Ne, super. Kako se je pa, recimo, vaš poslovni model zdaj, ki je spremenil tekom tega našega izziva COVID-a, ki je prišel? Jaz nikoli nisem želel, da bi bili mi neka spletna tržnica. To mi je bilo ful muka. Na začetku smo itak se najprej prilagodili v tej smeri, da smo malo drugače delali kot ostali, da smo naredili, 3-4 pakete. Bil je Zdravko, Sadni raj, pa Spomladanko, pa Zelenjavko, neki tazga, 4 zabojčki. In te zabojčkov, vsakega po Jurja so kupili med COVID-om, prvim valom. In je fora, da mi smo hoteli rešiti problem cele Slovenije, da imajo vsi na voljo sadje, zelenjavo in to je to. Ne boš si ti izbiral pa še pol česna, pa še pol čebule, pa ne vem kaj. Ampak takrat, ko je bil toliko velik strah pred tem, da ne bo več dovolj hrane, takrat je bilo to mogoče narediti, ker so vsi čim je bila na voljo kupiti v neki spletni trgovini, brez čakanja, so takoj vsi kupili. Mi nismo imeli čakanja več kot en dan in mi smo vse dostavili po celi Sloveniji, to, kar je bilo na voljo. Ampak zdaj po tem drugem valu je pa zdaj malo drugače. Zdaj sem pa mogel cel shop spremeniti, vse izdelke noter, dati vse slike, vse opise in se čim bolj prilagoditi publiki, zato ker zdaj pa strah. Strah je čisto na dnu, prej je bil strah kle, zdaj pa strah na dnu, okuženost je pa kle. Glih kontra, Zdaj, ker je kontra, folk še vedno hodi v te štacune in si kupujejo pa tam vse stvari.
Je pa tudi res, da so se tudi malo te večji tekmeci, te večji trgovci malo bolj pripravili zdaj, ne? So pač vsi te razni prevozniki stopili k njim v okrilje in jim pomagajo z ostalimi. Ne? Tako da zdaj nekako, tako bom rekel, zdaj ni nekakšna bogatija, ampak pač smo nekako pa na zeleni veji še vedno, da nam ni težko. Ni nobenega manjšanja plač, nobenega, da bi kaj, ne vem, odpuščuje ali pa karkoli. Še vedno se držimo, je pa res, da ful več delam in tudi ful več se trudimo vsi skupaj za rezultat, kakršen je. Ker vem, da če bi se že takrat tako trudili, kot zdaj, bi bilo samo še bolj hudo. Pa je bilo že prej ful hudo, zdaj pa pač ima manj, ampak pač tolčemo k zmišljanju, tako bom rekel. No. Ne, noro. Sploh, kad te poslušam, se vidi, da imaš toliko ene energije in se mi zdi, da imaš res, da si postavil izjemno ekipo. Dajva se še malo dotakniti, časi so res taki posebni in ti, ki si prišel na to idejo, si to zelo hitro popeljal v projekt, v podjetje in zdaj res imate že več kot 200 podjetij. Da je bil ta trenutek, jaz temu dostikrat rečem, oziroma Američani temu pravijo, da aha moment, trenutek, ki si ti vedel, to je pa lahko taka velika zgodba. Tukaj pa jaz ne samo, da bo sadje, da bo solate, smuti, da bo izobraževanje. Tukaj jaz lahko naredim res toliko enih stvari, ki so dobre za podjetja, za ljudi nasploh. Da je prišel ta trenutek, oziroma je že prišel. V bistvu, kaj je bilo že zadnjič? Nekaj se mi je zgodilo. To je bil en izmed večjih je bilo ampak bom zdaj rekel tega zdaj na koncu. Dejansko sem tudi tebe vprašal za nasvet. Ja. Da mi je res ena gigantska firma ponudila pač, da bi kupili delež podjetja. Top. Pa ne samo to. Ena druga firma, več iskreno v zadnjih 10 dneh me je 6 firm kontaktirala, če bi marketing rihtal. In zdaj kar naenkrat, se mi je zgodilo to tako kot pri fitnessu. Ker sem bil jaz star 18 let, sem prvič vodil skupino ljudi. Sem jim pomagal jim shujšati. In ko ti pomagaš neki skupini ljudi, prije do nekih rezultatov, ti pomagaš jim, ampak najbolj pa pomagaš sam sebi. Ker ti pomagaš drugim osvojiti rezultate in te sledijo, takrat ti dobiš samozavest. To se meni zgodilo, če si z prve roke povem. Ja. In takrat sem jaz čutil, da jaz pa mogoče nisem kar en, da mogoče pa moja beseda ni pač kar neki, mogoče pa bi lahko malo bolj verjel vase. Ne? In isto se mi je začelo dogajati v podjetništvu. Se meni so rekli, drugače pač tudi ti, ki si me spoznal, nisi vedel moje v zadju, ti si meni tako rekel, wow, ne. Pa, ja. Nisi ti prvi tip, jaz sem rabo to slišal že velikrat, ampak to sem slišal že res velikrat, ampak je fora, da kad te enkrat klikne in to ti lahko klikne, ali je to 10krat takih, ti pa res ful tako razturaš, ali pa pol ta malo večji, kad ti nekdo res ponudi malo večji denar za delež podjetja. In ta klik, ki te porine naprej, da stari mogoče pa ti lahko osvojiš cel svet, se pa zgodi v teh fazah. Ne? In če sem čisto iskren, pač vsi izhajamo iz te skromnosti. Sem skromen, bojim se na glas govoriti, da jaz bom uspešen, da delamo, ne vem, da bomo letos 500 milijonov naredili. Pa take stvari, ne upaš si govoriti, zato ker se bojiš, kaj pa reka, kaj pa bomo, zato ker nas poučijo. Ja. V Ameriki pa čist drug mindset. Tam v Ameriki te najprej vpraša, koliko prometa narediš na let, in to je uno, da se pogovarjati. Tukaj v Sloveniji, ki se nekom pogovarjaš, ti komi pove za plačo. Pa ne bi rabila biti taka skrivnost. Ampak moment, kot si rekel, pa mislim, da ga še vedno prejemam, ampak sem pa pogruntil, da jaz sam sem, kar sem, delam, kar sem, trudim se in se stvari same obračajo, same se odpirajo. Ne vem, kaj točno delam dobro, v kontekstu, kaj delam dobro, vesolju, energiji, karkoli, kar mene res spremlja ful velika sreča. Ne vem, že sam to, ne vem, da imam zdaj ful pač podporno okolje in doma in v firmi, da me vsi spodbujajo, veš, da se povezujem s takimi ljudmi, ki si ti, veš, en Borut me je isto, kot si ti, evo, mislim, da se me celo ti povezal z njim, se ne vem. Možno. Kako sem prišel, ne vem, na Mind podcast, kako sem prišel na STEMA konferenco, ker skozi se neki pač, veš, skozi se neki povezuje. Pa da ne rečem, da sem bil v financah, da smo bili v financah pa na 24 ur, pa ne vem, kaj je busy. Oni sami nas kontaktirajo, veš, in mi ni jasno, kaj, zakaj. Jaz pač pravim, jaz sam delam, kar delam, probam biti ful dober človek, ful se probam truditi,
pa pač delamo pošteno in to je to. In na koncu se stvari same lahko odvijajo. Ne? In ta kepa, ki se zaenkrat začne kotaliti, je ful težko ustaviš. To sem pogruntil, da v bistvu se počutim v trenutni situaciji tako neustavljivega. Malo me je zabrenzal marca, ko se je COVID scena začela, ampak čez par dni, ko sem se zbistril, pa sam gremo še bolj. Zdaj sem opazil, da takrat sem mislil, da sem ful da se ful učim, pa da sem ful prodoren, ampak šele zdaj vidim, da v bistvu, kar sem bil prej, v bistvu ni toliko. In to, ki si me vprašal, to je tvoj ta heroj, ali nekaj ta, ne? A veš, enkrat sem gledal od unga Matthew McConaughey, kako se izgovori. Ja, ok. No, in iz njegovih besed je ta v bistvu, ne. Me in 10 years, a veš. In jaz, ko sem gledal njegov video, ko ta pitch dajo, meni je šlo na jok, ker sem se toliko začutil. A veš, kad cel life iščem nekega mentorja in nikoli ga nisem najdel. Iščem, upam, da ga najdu. Sam, ker na koncu, a veš, vedno si rečem, bi pa še to boš naredil, pa še to, veš, vedno iščem še nekaj in na koncu pač v bistvu, ko pogledam sam sebe, vidim, da sam sebe gradim v to, kar hočem jaz biti čez 10 let. A veš, pač tako mi je ful zanimiv, ker sem prav njega gledal, prav presežen na jok mi šlo, ker sem gledal in prav to, kar je on izrekel, se mi zdi ful nekaj tazga. In se mi zdi, da to tudi izhaja cega, ker verjamem vase, da pač dejansko postajam nekaj dobrega, da sem dobra oseba in da pač so to zmožnosti. Ne. Veš kaj se mi zdi, tako, kot si rekel, ne? Če greš ti danes v poslovni svet z neko dobro namero, da želiš dobro, da želiš pomagati in da si zelo dostopen, kar ti si, jaz tudi želim biti čim bolj dostopen, veš, kdorkoli me kontaktira, pros za pomoč, ti si isti, veš, da skušava pomagati, se mi zdi, da potem se ti res vrata odpirajo. Če ti ne gledaš primarno samo nas, ampak gledaš malo širšo sliko in meni je blazno všeč in to bi rad še delil z našimi poslušalci, da si rekel, ljubezen, kvaliteta in ljudje, to je tisto, kar danes napaja zmagovalni duh ekipe Sadi v pisarni. In mislim, to so res, veš, take močne stvari. In tako, kot si tudi prej izpostavil Ameriko, jaz sem 4 leta živel tam in ko sem prišel v Slovenijo, sem tudi Beyond Leadership poštartil s tem namenom, da se začnemo pogovarjati, veš, da se spozna v Sloveniji, kjeri so izjemni, kjeri ste izjemni posamezniki, veš, da David je poštartil iz ideje v 2 letih v podjetje, ki dejansko ima danes že pred vrati te čakajo ponudniki, ne, da bi si še nato tvoj partner, veš. In to so take izjemne zgodbe, ki se mi zdi, da se treba čim več pogovarjati. In jaz sem res vesel, da se ti toliko odpira, da imaš toliko idej in si tudi oseba, ki jaz definitivno jo večkrat in te še bom včasih se te še na svet vprašal, sploh glede marketinga. Tako da, daj mi to razloži. Ti si dejansko s pomočjo svojega podjetja, ki si se toliko učil, si postal tudi strokovnjak za marketing. Kako se to sploh zgodi? Jaz, ta strokovnjak, meni se zdi to, pač jaz si nam dal tega naziva, to mi drugi rečejo, ampak fora je, da ta marketinški svet je toliko širok, da toliko je vej, a veš, točno si strokovnjak. Česa točno, a veš, jaz kar lahko povem je to, da sem lahko strokovnjak za startup podjetje, kako delati z budžetom, kako povezati določene ekipe, da boš čim bolj profitabilen, kako pač speljati kampanje v svojih okoliščinah. Ne moram reči, da bi jaz isto furil za neko večjo firmo marketing. A veš, ker tam je potem že vsak malo bolj za vsak svoj sektor pa nekaj. Jaz ti znam povedati, da lahko pomagam podjetjem, ki so na mojem nivoju, ne, recimo 5 plus dol zaposlenih, kakorkoli, tukaj bi se lahko rekel, da pač vem mogoče malo več kot poprečen podjetnik. Ampak ne bom si pa rekel, da sem strokovnjak, ker se mi zdi, da je toliko različnih vej. To tako nekako kot pri športu, to sem se naučil že pri športu, da ti lahko tekmuješ v eni stvari. Ali je to powerlifting, ali je to olimpijsko dviganje, ali je to, zdaj če greva še v navaden šport, ali je to hokej, ali je to fuzbal, ali je to basket. Ne moreš biti pa ti strokovnjak športa. A veš, pač ti si lahko za eno določeno stvar res poglobljen in mojster. Zato ti jaz lahko povem tukaj, da jaz, kar sem lahko strokovnjak, je to, da znam peljati zadevo, da pele. Da znam biti zraven supporter, pa da, a veš, različne, se pravi, da povezujem email marketing oglase, Google oglase, da povezujem spletno stran, funkcionalnost, SEO, LinkedIn oglase, kreacijo kreativ, da dobivam influencerje, da delamo neko zgodbo, da se povezujem z ljudmi nasploh. V glavnem, ta del bi rekel, da znam furati. Ne moram pa reči, da sem zdaj jaz nek PPC, senior, master, pa nekaj, to pa daš tega. In tudi hočem biti na tem podcastu, da se izpostavljam kot strokovnjak. Ne. Sem prizemljenik, ki imam še ful dela, se ful učim, res je, se ful učim, ampak zaenkrat sem pri fundamentals, se pravi, da razumem osnove,
od Google Analitike do oglaševanja, do SEO-ta, pač te osnove pokrivam. A veš, enkrat, ko imaš ti osnove, pa ti je spet zgodba malo bolj jasna. Pa ko imaš spet še advanced, pa si še malo bolj jasen. A veš, pa se moraš počasi odločiti, kam bo šel. Ko pa v njih, ne vem, 1000 ur naprej, ko greš, je pač hardcore, pač za eno stvar. Ja. Top, ful dobro. Mi je tudi všeč, da si lepo povedal in se mi zdi, da je res, da danes se moraš pozicionirati nekaj, moraš iti v neko določeno smer, sploh če želiš biti strokovnjak. Pa tudi meni se zdi, da strokovnjak nikoli nisi, ker tako, kot si sam rekel, skozi izobražuje, skozi prihaja novo znanje, novi trendi, nove tehnologije, skozi bo nekaj novega in dejansko se celo življenje učimo in rastemo. Eno vprašanje, ki ga tudi dostikrat želimo malo izpostaviti, je tudi stil vodenja. Danes različni ljudje imamo različne stile vodenja. Jaz vem osebno, ko sem začenjal svojo kariero, tudi v Ameriki, pa danes, kjer delam za švedski venture capital, sem imel čisto različen stil vodenja. Takrat, mogoče, ko sem bil mlajši, je bil tudi ego je bil bolj poudarjen, sem precej bolj trzal na kakšne maile, sem hotel skakati, se zapletati v razne argumente, danes precej bolj umirjen, izkušen. Kako se je pa recimo tvoj stil vodenja od tega, ki si bil recimo fitness trener, pa ne vem, ogromno nekih pozicij si zamenil, danes imaš zelo uspešno podjetje, ki bo raslo. Kako ti gledaš, da se recimo tvoj stil vodenja spreminja pa prilagajal? Tako bom rekel, recimo, kot osebni trener ti povem, da takrat sem bil ful obremenjen z ostalimi fanti, kako so ostali delali, kako so bili ostali slabi v kontekstu izvedbe vaj, pristopov. To sem tako takrat gledal in sem se vedno primerjal. Zdaj pa, če sem čisto iskren, stari, zame je sploh te konkurenti, ki pač isto dobavljajo, ne vem, sadje, karkoli, da sem to vse na blok, stari. Ker itak mi gre pol sam nekaj ne vem, zanj sem Slovenga videl, da pobira naš koncept, nisem naš koncept, to je spet naš, moj, ni moj, pač mi imamo tako, da pač ti zabojček imaš res unboxing experience. Sam ne moreš ti imeti unboxing experience, če imaš leseno pač gajbo. To ne gre v kontekst, mi imamo pač tak lik zabojček, tam lahko to narediš. Če imaš pa ti neko gajbo leseno, pač ne prije do izraza, ni tako na nivoju. In pol to prije do mene, zato ko mi pošlje, ne vem, kolegica, ali kaj sem videla, kad te kopirajo. Pa skajo, ajde, prosim, ne kaži mi sploh, kaj se vem, a veš. Mi se ful bolj ukvarjamo s tem, oziroma tudi sam, kako bi bil boljši in se sploh ne probam ozirati na te ostale, kaj delajo, kako delajo, zakaj delajo, sploh me ne zanima. In to je recimo ful velika razlika, kar sem opazil pri sebi, da pač se sploh ne probam. Čim manj, kaj itak, ankoli ne veš, kaj konkurenca planira, recimo Rework knjiga, tam je konkretno to napisano, se pravi, džabe gledati konkurenco, kaj itak, kako ne veš, kakšen je njihov next move, niti ne veš, ali bojo propadali, ali bojo preživeli, nič ne veš. In ti skozi lahko analiziraš, kaj dela konkurenca, kar nekaj in na koncu nimaš skoraj nič od tega, razen to, da si pač, ne vem, tam pogruntil, da so te tam skopirali, pa tam, in that's it. Pač probam tukaj ful spremeniti. Kar se pa tiče egota, pa mogoče, ker sem bil mlajši, ne vem, 18 letih, zdaj sem 27, da sem imel takrat, pri 18-20 letih, da sem imel mogoče ego tripe, a veš, kdo je jači. Ampak zdaj pa ti moram reči, da mene je to, ko sem. Jaz res, da imam 100 kil, pa da sem ful velik, pa ne vem kva, folk misli, da sem kaj medvedek, v bistvu, polka me spoznajo, a veš. Ampak tako na hitro, a veš, pa za brit model, pa a veš, tam neki, da bom rekete puco, ali pa kaj, a veš, tako. Pač folk misli na prvo asociacijo, lega, ne, kaj kriminalci, ampak ni, a ne, v bistvu sem ful, pač nice guy, stari, res, ful sem in pošten in prijazen do ljudi in se mi zdi, da pač tako, sploh nima več, ego mi je čisto vsem. Lahko se mi folk, doskrat se mi folk hvali, koliko so oni hudi, koliko oni služijo, jaz sem tako hudo. Bravo. Se valjda, treba, vsakmu prvošmo, vsakmu čestitamo za zmago. Tako da, absolutno. Dajmo povedati, kako pa ti poskrbiš za svoje zaposlene, ker vem, da ti si v bistvu oziroma zdravje na delovnem mestu, to je tvoj core business, pa izobraževanje. Kako pa ti, recimo, za svoje zaposlene poskrbiš? Evo, ta se mi zdi ful taka lepa. Jaz, preden sem začel toliko dobro skrbeti, mislim, prej sploh nisem toliko možnosti, ampak da jaz skrbim toliko za svojo ekipo, to v bistvu je rezultat tega, da nekdo zame ni toliko dobro poskrbel. Zato, ko jaz sem imel vodjo, ko so me nategnili, bom rekel, smo bili zmenjeni za določeno plačilo, na koncu sem dobil drugačno. Jaz sem bil ki so me izkoriščali, da sem
kao, ne vem, za 2-3 ure v neko restauracijo, takrat, ko je bilo peak hours, pa so rekli, sej to je sam za enkrat, veš, izkoriščenje. Ne? Potem, a boš ti sam to za nas posnel, bomo že nekaj ti plačali, pa se je pozabili, pa so, ne vem, pa so te žalili, pa so te, ne vem, pač vedno si bil on, ki je mogel punčka za vse, ki si mogel na koncu. Jaz sem bil on, pač, veš, kaj vse to da očes, zato da jaz moji ekipi tega ne dajem. Tukaj dobro vem, kako sem se jaz počutil in če ti želiš delati z drugimi, tako kot pač bi ti želel, da oni delajo s tabo, tukaj je, to je to. Win-win. Jaz sem dobil vse te lekcije, kaj vse je narobe, da zdaj vem, kaj je ok. In ko mi delamo vsaj v pisarni, res pač, ne vem, izobraževanja, je to plus ali minus, kakorkoli. Pač jaz upam, da pač s tem, ko motiviram svojo ekipo, ki jih učim, jaz presežem vsako kampanjo, ki delam, recimo, ne vem, pač vem, da punce moje tudi hoče biti neki, hoče iti na svoje. Lej, če bojo one hodili na svoje, super, ampak lej, jaz ne moram odločati, a ne. Se pravi, pust rožico, da se ti, a veš, ne pa otrgati, a ne. In jaz, če imam možnost, da pokažem neko znanje, pa da jim razložim, zakaj imamo mi zdaj to tako in zakaj imamo zdaj to tako, jim dam. In to je recimo, kaj jim dajem svoje znanje iz prve roke, pač praktično pač free. Pač z mano so, ki gledimo, to je ena stvar. Ok, zdaj ponovno smo masaže furali, ampak zdaj, kaj je korona, itak pač ne moramo, a ne. Zdaj pač so rekli, da raj ne. Ok, imamo to, pa imamo skozi neke kombuče, imamo neke vitamin V pijače, pa imamo beljakovinske tablice. Pa ne vem, tako smo imeli vsi vsak dan malco, a veš, ko smo ful delali. Kolega je imel restauracijo, ima restauracijo, pa sem rekel, dajmo podpreti njega, pa še vsi v naši ekipi, ki nas je bilo takrat 80, vsak dan bojo imeli malco na voljo. A veš, in sem poskrbel tudi za to. Pol, ne vem, recimo to, da imajo na voljo tudi fitness kle, da imajo kavico, da imajo pač sadje vsak dan na voljo. To so neke stvari, ki se meni zdi, da bi mogla imeti vsaka firma pošlihtana. Se pravi, da se prvo počuti človek, ki pride na delovno mesto cenjega in da pač ni tako, da je prišel nekam študentsko delo opravljati pred 10 leti. Ker tam si ni prišel za 4 evre delati na uro, pa si bil že imam 4 evre na uro. Mislim, zdaj 4 evre na uro je pa katastrofa. Kar se pa tudi tiče plusa, ne, moja vizija je tako, da bi dejansko svojo ekipo naredil, da pač si sami odločajo, kdaj bo delal, kdaj ne bo delal. Se pravi, določene stvari pač moraš, ne, ampak določene stvari, ki pa lahko počakajo, pa nekaj, pa da si sami določijo. Ne, da ne bom jaz rekel, ti moraš pa vsak dan biti ob 7 kle. Čeprav bi lahko isto naredila, tudi če bi ob 9 prišla. To fleksibilnost. To je ena stvar, ki bi želel narediti, pa tudi ta dopustovanje. Meni se zdi, da bi mogel malo ta koncept, koliko dopusta ima nekdo, to malo spremeniti. Ne vem še čisto točno kako, vem, da je lažje izhajam, ker imam tako manjšo ekipo, ne vem, kako je pa, ko imaš 50 plus zaposlenih, ampak hočem povedati, da pač to, da ima nekdo na voljo točno 21 dni dopusta in that's it, to se mi zdi malo tako, da je malo te duši. In jaz bi rad v našem podjetju naredil, da imaš ga lahko 60 dni, če hočeš, ali pa ne vem, kolikor želiš, ampak da so stvari zrihtane. To je ta point, to se meni zdi, da bi mogli narediti pač future to do podjetja, ker recimo jaz tudi vidim pri teh, mi imamo full teh res high class firm in ne vem, kako oni lepo delajo z njimi, veš, da imajo team buildinge, da imajo masaže, da imajo tam smutije, zdrave zajtrke, da imajo skozi neke, veš, te za dobro voljo, ne. Tega bi moglo biti še več, zato ker, veš, prišli smo se videli v te točke, da določen programer za unih 500 evrov ima itak že vse. On ima itak že uno bajko, ima ženo, že vse zrihtan, kar bi rad imel sam še mer tam, ko prije delati, pa da je good vibe. A veš, tako si predstavljam, ne? Da na koncu ni več toliko denarja, ampak je samo to, kakšna kultura je. In zdaj, če jaz rekrutam nekega pač malo čudnega tipa, ne, v našo ekipo, pa da bo kle motil cel naš vibe, ki ga imamo, pač, lej, mogoče, da bi mogli malo se kolektivno odločati, kdo bo prišel v našo ekipo. Veš, da smo res kapek, da ima vsak svoj jaz, pa da se pogovorimo. Veš, da je ta dobra energija. Tako, to se mi zdi, kar sem hotel povedati. Na kratko. Ful mi je všeč, res, da tako lepo skrbiš. Tudi ta knowledge sharing se mi zdi ful pomemben. Tudi jaz sem mnenja, da tako, kot se že prej nekako prišla do te ugotovitve, da je treba čim več znanja deliti, veš, čim več si treba pomagati, ker pol ekipa raste, pol vsi rastemo. Dajmo se še malo dotakniti, kako pa ti pol poskrbiš, recimo, za tvoj stres?
kaj so kakšni tvoji hobiji, česa se veseliš, kaj počneš? Se pravim, klele zadnji, klele imam bench, 250 kg teži. Tako malo jaz tukaj malo treniram. Drugače imam pa zdaj neko novo stvar, neke take špičke so, tako ko se že reče, akupunktura, ne vem točno, ko se reče. V glavnem uležu se in so take špičke in te ful prekrvi cel hrbet. To me je ful blagodejno za hrbet, ker pač ne vem, ali skozi neki laufam, dvigujem. To mi res pomaga, ker mi res prekrvi cel hrbet. Pa tudi z moja se ful masirala, sem rekel na začetku, vsak dan enega zmasira. S tem, da jaz takrat, ko njo masiram, moram še svojega sina zmasirati. Ampak veš, učim svojega sina, da se tudi on nauči skrbeti zase že od mehkega. Ker to pa nas niso naučili, Dej, poskrb zase, veš, pa tudi ne smeš jokati, ti kar joki si, ni panike, pa če se rečem svojemu sinu, ti kar daj ven, veš, če te kaj pesti. Tako probam pač, pač mora reči, v teh časih zdaj, ko smo, da si ti skozi doma zaprt, pa to je zdaj najbolj šubi Bože. Jaz sem drugače ful naokoli, pač delam, moja mogoče zdaj ima več s svojim, mislim, z najnim sinom in je pač mogoče ona tudi ful obremenjena. In zdaj, ko prijem dan, je treba narediti to energijo doma, da pač je tudi doma ok, da pač se veš, če bo mama ok, bo otrok ok in če bo to ona dva ok, boš tudi ti ok. Pač mi, deci smo ponavadi tuni, ki na koncu pač, mi smo uni na koncu, smo na koncu. Najprej mora to biti ona, pa je pa vse ostalo ok. Ampak načeloma pa, jaz sem star 27, se pravi, kolikor imam zdaj energije, jaz skozi govorim, če nam zdaj kdaj bom, najbolj, da se zdaj skozi počivam. Jaz sem rekel, tam nekje do 40 bom še pač tako se je lomil, kot zdaj, bom pa mogoče za 10% zmanjšal, pa potem z leti spet malo zmanjšal. Ampak si pa ne vidim, da bi se zdaj mogel kaj jaz počiti, pa da bi kakšen ta burnout imel, pa neki, pač zaenkrat se še v redu počutim, vse štima na telesu, tako da jaz mislim, da je to. Daj mi še povej, kje pa ti vidiš, recimo, sadje v pisarni, oziroma kaj je tvoja vizija, kaj bi bila tvoja želja, ne vem, čez par let? V bistvu, čez par let je že malo dolga, to bo zdaj, kmalu. Zdaj dejansko delamo na konceptu, da bo pač ga možen internacionalizirati. Imam še 2 mentorja, ki mi pomagata pri temu. In je ful zanimiv, ker v bistvu se dejansko neka ideja, pa neka ta stvar. Bil sem tudi že v Münchnu, moram omeniti, pač dejansko je tam isto kot v Kranju, pač sami naši ljudi, bom rekel, pač ni tako neke, ne zdi se mi nedostopno iti po celem svetu. Včasih se mi zdi, da to nemogoče. Zdaj pa pač, ko vidim, da dejansko nek koncept, ki deluje, da če ga pač izpopolnjuješ, da delaš na nivoju, vedno bolj in bolj in bolj in bolj, da pač je to to. In kako vidim čez 5 let, v bistvu, kar hočem jaz resti tukaj v podjetju, da se vse avtomatizira v kontekstu, da je vse jasno. Ker zdaj recimo neko startup podjetje nima čisto jasno definirano, kako se česa lotiti, in to je prva točka, ki mi pač zdaj delamo na njej. Veš, da je vsakmu jasno, kaj mora delati, da ni preveč prepuščeno naključjem in tako dalje. To je zdaj neka prva točka, kar se pa tiče naprej, pa ni nujen, da je to moje prvo in zadnje podjetje. Pač zadnje cajte imam nekih ponudb pač za te kot pomoč pri marketingu, bom rekel. In me tudi to malo veseli. Zdaj po svoje je to zdaj spet tako. Bo na eni strani, da mene ljudi, ki bežijo iz tega sveta, hoče iti v trgovino. Jaz mislim, da je pač vsak ima nek svoj čar. Ampak načeloma pa ta del bom še pustil, kako se s tem delom vidim, vem pa za sadje pisarne, da pač bomo tako gnali naprej, da bo pač slejka prej vedno večjih. Je pa res, da v sadje pisarni se vedno tudi bolj spravljamo v nek produkt, nek fizičen produkt, tako da se ga lahko tudi malo bolj skala, da ni pač sadje pa zelenjava, ki prvo je ful občutljivo, pa ful je pač težko, tudi za transport, pa rok trajanja je kratek in je tukaj ful težko pa skalati te stvari. Tako da vidim pa pač potencialno. Morate pač tudi vedeti, da pač je tukaj sadje pa zelenjava, se mi zdi konkurenca je, pa je ni. V bistvu ful je na ceno dol, ni pa na added value. Vsi grejo, čim nižja cena, ne dajo pa vrednosti v drugačnem pomenu, razen pač ta kakovost. Ful je teh cak pol, skozi ceno. Jaz pa ful nočem iti na to ceno. Hočem narediti modrevca, da gremo še nekaj drugega poleg tega, to me zanima. Ful dobro, top. Mene res, se pravi, ker so se spoznala, so takoj kliknila, se mi zdi, da res zelo dobro razmišljaš.
tako da sva isto v teh pogledih. Pejva še malo na tvoje osebno življenje, kaj David Žalec počne. Se pravi, okay, poleg fitnessa, kaj imaš recimo, kaj je tvoja najljubša hrana ali pa najljubši app? Daj nam malo zaupi, kaj te kaj? Zdaj, recimo, tu trenutka, ko si mi poslal mail, da ne napišem, kaj je najboljša hrana, mi je bil suši, ki ga že dolgo časa nisem imel. Zdaj, ker sem pa ful lačen, kaj sem že prej neki sanjal, neko mehiško, a veš, pač tako, meni to malo varira, meni to ni skozi isto, meni pač paše, kar mi paše. Kar se tiče aplikacije, zdaj, tako, LinkedIn se mi zdi zakon trenutno. To mi je všeč. To mi je všeč, pa ne samo zato, da te ful nagradi z organic reachom, ampak tudi tako, no, ko vidim potencial, ki ga drugi ne vidijo in pač tam, ko oglašujemo, pač se mi zdi zakon. Tako. Pa tudi mi, veš, ko imamo tako dosti B2B sveta, ne. Ful mi je všeč, ko v bistvu s tem, ko gradim sadje v pisarni, gradim tudi svojo blagovno znamko, ker pač tudi David Žalec, pač želim tudi, da enkrat v Sloveniji neko kao podjetnik, a veš, tako pač se mi zdi ful pač pomembno, da ni samo podjetje, a ne kot sadje v pisarni, ampak da od sebe gradim. Zato sem bil tako aktiven, recimo na LinkedInu, a ne. Ja. Aplikacije, tako, no, odvisno od situacije, ne vem. Zdaj recimo, če sem iskren, sta mi tudi Adobe Premiere Pro pa Adobe Photoshop sta mi ful všeč, pa YouTube, tukaj pač dosti delamo na teh stvareh, ampak to je veš, hype, ki ga na novo spoznaš, pa pol probaš še čim več in pol krvijo, ko vse je možno in ja, no, to je tako. Ja, ne vem, pa tudi spletno stranko imam, ne, tudi to je, veš, aplikacijami jih je več, ne, ki jih imam rad, ker so mi všeč, kako so to naredili, kako to hudo, kako uporabno, ne, nimam neki, bom rekel. Kaj pa recimo kakšna serija ali pa kakšna knjiga, ali pa kaj ta, ki ti... Dejansko Narcos mi je bil ful všeč ta serija, ampak drugače pa teh serij ne gledam, ker nimam pač zdaj sploh cajta. Knjige jih imam pa en kup, recimo Ryan Holiday mi je všeč pisatelj, predvsem ta na to temo zdaj, kaj je, Trust me, I'm lying, je fora, da mi je ful všeč, ker takrat, ko sem jo prebral, zdaj točno razumem, kaj delajo mediji v Sloveniji. Vsi praskajo za te klike, zato čim bolj naslov napišejo tako, da boš ja kliknil gor, ker tako napišejo naslov, kot da je najhujša stvar se zgodila na svetu. Samo da klikneš. In to, kar sem jaz dojel te knjige, je to, da pač našo pozornost probajo vzeti in zaslužiti na njej. In s tem, ko jemljajo našo pozornost in ko mi klikamo gor, v bistvu mi vsi hranimo to pošast, ne, ta medij, ne, ko oni tako rečejo, ja, če pa mi ne bi napisali tazga naslova, pa nikoli ne bi noben kliknil gor. Vse je res, samo pa kje je pa meja, ne? Mislim, to, kar se zdaj dogaja s temi mediji, zdaj sploh ne vem, kdo je izbran predsednik ali ni izbran predsednik Amerike, jaz to gledam bolj zaradi delnic, ne zaradi drugega, ampak najprej Trump, pol Biden, zdaj spet Trump, kaj zdaj, a veš, ne veš, mi gre na živce, to, ko kradejo našo pozornost in, veš, nam daje neke informacije, ker težko je pa nazaj zavrteti, pa zbrisati to, ne? Veš, recimo, ne vem, da ti zdaj nekaj prebereš v 24 ur, v tej restauraciji so bile miši. Ne? In ti rečeš, nikoli več ne grem, oni bodo čez en mesec napisali, v tej restauraciji, ki so bile miši, od spodaj bojo samo dodali, v tej restauraciji nima miši. Se opravičujemo lastnikom, ki smo jih omadeževali, mislim, ki smo jih pač pluvali. No, in je fora, da je to grdo. Meni se to zdi tako malo neetično, vse skupaj pač pretiravajo. Ja, se strinjam, ja, zmeraj je velike subjektivnosti, ne, kako boš pa tudi to interpretiral. Ok, zdaj pa še zadnje vprašanje. Ogromno naših poslušalcev je še mladih, še začenjajo svojo poslovno pot, ogromno jih je tudi že, ki so precej uspešni. Kaj bi bili tvoji 3 nauki za naše poslušalce, ki bi jih delil? Ja, the change the way you see yourself scena. A veš, če ti sam sebe ne vidiš, da ti neki si, oziroma, ne vem, mene so recimo pač spet sodelavke, so me prej videle kot, a veš, uspešnega mladega podjetnika, kakor sem sam sebe videl. Ja. Pač ne, se spet je tukaj, da naš ti začel malo preveč sanja, da si pa nekako uspešen, zato, ker si ta citat prebral, to si moraš govoriti. Pač neka zdrava meja med temi kvoti, tudi je pač potrebna. Ampak hočem povedati, da moraš tudi spremeniti pogled nase s tem, ko dozorevaš. Se pravi, skozi leta, ne, ko sem bil osebni trener, ko sem zdaj pač postal nek podjetnik in tako dalje, pač ti ne moreš sam sebe še vedno videti kot 16-letnik, kakršen si bil v srednji šoli.
ti si zdaj druga oseba z drugačnimi sposobnostmi, drugačnim obnašanjem in probi se tako videti, kot si, ne kot si bil. Pač to se mi zdi nekaj pomembnega, ne? Ker pač ponavadi nas recimo družba vlači nazaj v 16 let, veš, ker ponavadi imamo te starejše prijatelje, in potem, ko si zraven njih, si vedno ta old me. In to, recimo, to se mi zdi enkrat čisto dosti, da rečem, da sam spremeniš pogled na se, da se pogledaš, kakor te drugi vidijo, ne pa kako ti sam se vidiš pred leti. Ne vem, mogoče se nazaj preveč filozofsko zapeljal, ampak močno si želim, da bi to začutil, ker pač mene je to res zdaj spremenilo v zadnjem cajtu fulno. Nisem si mislil, recimo, da bom v enem letu toliko stvari naredil, kot sem jih letos. Pač, to se staleč. Zdaj že skoraj konc leta. Na začetku leta smo si dali cilj, jaz sem se hecel. Dajmo en cilj tak, da bo res nerealen. Pa jaz hočem, da bomo imeli 200 firm, pa da bomo imeli pol milijona. Ne 200 firm, več, ampak pol milijona. To vem, to sem napisal. In zdaj se približuje ta meseca proti koncu in bomo tam. Ampak to je bila nerealna cifra. To je bilo nerealen cilj. Ne? Pač realno sem si rekel, da je tam nekje do 250, 350 bomo prišli. Ne pa do sem. A veš, in to hočem povedati. Ne? Da pač, kako se spreminjaš, pa vse to je... Ful se omejujemo. Pusti sanjati, pusti rast, te stvari so ful pomembne, da si pustimo rast, pa da se izobražuješ, pa se čuda zgodijo. Sploh, ko se ljudmi povezuješ, ko ti dajo še določene, še odprejo določena vrata, še lažno. Okay, mora biti pa dober človek. Ne, to je ful dobro. Jaz bom rekel, da ta pusti rast, pa dej se povezuje, da bo to številka 2. Kaj bi bil pa še en tretji nauk? Ok, se pravi, tretji. A veš, skozi nam govorijo kao, da sej že dosta, veš, se ne rabiš večno, pa sej ima že to, pa Ampak kdo je to nam rekel, zakaj je to rekel? Ali mislim, mene največje veselje, ker grem še eno stopničko višji. Zdaj sem mogoče, ne vem, level 5, se ne rabim sanjati o level 20, lahko pa sanjamo level 6 in ko sem 6, grem v 7, level 7, 8 in tako dalje. Hočem povedati, da nikoli ne rabiš biti zadovoljen pač s trenutnim stanjem. Mislim, lahko si zadovoljen, to je ful dobro, ampak da si pa čisto popolnoma ker zdaj pa nam več nič, ker glih v temu je catch, ker ti skozi nekaj loviš. Vsaj za moške lahko govorim, da vemo, da jaz osebno ala hunter, hočem nekaj ujeti, nek cilj. In meni je to največje zadovoljstvo v mojem življenju. Lej, super je tu z mojim sinom biti, ampak imam pa večje zadovoljstvo, ko osvajam določene cilje. Pač, ne vem, a sem tako narejen, a veš, da sem tako, ne vem, ožičen, kako pravijo, ampak meni je to največje veselje. Se pravi, da vedno se potegujem za višje cilje. To meni najbolj napaja. Tako. Ne vem, kako boš to povzel, ampak... Ne skrbeti, bom že uredil. V glavnem, jaz sem ti hotel si še enkrat, David, zahvaliti. Se pravim, da boste poslušali, z nami bil David Žalec, ustanovitelj in pa direktor podjetja Sadje v pisarni, inovator na področju, bom rekel, transformiranja poslovnega okolja in hkrati skrbi za nas, ne, da bomo še bolj zdravi, pa še bolj ozaveščeni. Tako da, David, jaz bi si te res še enkrat zahvalil, ker si se odzval povabilu. Jaz vem, da boš še veliko stvari ustvaril naprej in jaz sem vesel, da sva prijatelja in da se lahko tudi dostakrat slišal, pa si izmenjava malo izkušnje pa mnenje. Mark, ful hvala. Ful mi pomeni to, ful si v redu oseba, tudi ti res tako car. Nisem si mislil, veš, ker si tako velik, pa to sem bilo tako malo nadrkana, ker to vsi mislimo, veš, od naših, ker bomo malo višiti, tak misel, ta je zihar neki narcis, neki vase zagledana, veš. Ponavadi je vedno to, veš, strašiš se malo, in pa si delamo predsodke, Tako da ja, nisem si tudi jaz, tako res si pač ta prava oseba, topla. Super. V glavnem, najlepša hvala, želim ti veliko uspehov, veliko sreče in hvala, ker si bil z nami. Ima malenkost, pa še kdaj.